Moje mnenje je, da je glavno poslanstvo matere brezpogojna ljubezen. Zdi se mi, da samo mama zmore to brezpogojno ljubezen, ker že v nosečnosti je v njej, da vedno znova upa, da bo ta nosečnost potekala lepo. Potem, ko rodi, je v njej ta brezpogojna ljubezen, ko nosi otroka v naročju, ko ga doji, kasneje, ko dela prve korake. Vedno znova se mi zdi, da pri materi prihaja v ospredju tista brezpogojna ljubezen in potem upanje, odpuščanje. Vedno znova mi pri tem daje navdih mati Terezija, ker se mi zdi, da je tista, ki se je sklonila k ubogim in je tudi ona bila tista, ki je vedno znova upala in je lahko nam, materam, za lep zgled v tem, da tudi če otrok kasneje v obdobju odraščanja ne gre po tisti željeni poti staršev, matere, da ostaja tisto upanje, bo že nekoč. In tukaj se more vsaka mama vedno znova skloniti in tudi skleniti roke k molitvi. Tukaj v materinskem domu so ženske, ki prihajajo v globokih stiskah, ko v določenem obdobju življenja niso zmogle, ko so obupale. In mi smo tisti, ki jim moramo to novo upanje dajati, da bodo tudi one zmogle v sebi nekje globoko najti tisto svojo ljubezen, ki jo bodo zmogle potem dajati do svojih otrok. Nekoč so bile zapuščene, so bile obupane, niso našle tiste, bi rekla, cilja pred sabo. In prepričana sem, da so v življenju vedno ljudje, ki zmorejo dajati, veliko je pa tistih, ki nas potrebujejo. In ženska zmore pomagati ženski v njenem čutenju. In tukaj smo vedno znova na tej poti, da dajemo, ker bodo vedno nove in nove, ki bodo prosile za to pomoč.